Tale oddaja Mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste vitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednotali, treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi in srkaj z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Dober večer in lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, in v veliko veselje in čast mi je, da tokrat lahko pozdravim v Mladoskopu prvi intervju po duhovniškem posvečenju brata Ambroža Brezovška, kapucina. Dobrodošel, Ambrož, in iskrene čestitke, naj bo Jezus vedno s teboj. Hvala, Nataša. Pozdrav tudi vsem poslušalkom in poslušalcem in Božji mir naj bo z vami. Zelo ganljivi so ti trenutki, niti predstavljati si ne morem, kako je biti ob Jezusu, biti njegov sopotnik. Ambrož, ampak z Jezusom sta na ti že dlje časa. Kdaj se je začela res tako izkristalizirati ta pot, ta odnos do Kristusa, da je Kristus edina in najmogočnejša uteha? Ja, v bistvu je tako, s Kristusom na ti smo vsi. Zaradi tega, ker nam on daje to možnost. Ne zaradi tega, ker bi se mi za to borili, ali pa zaradi tega, ker bi se mi naenkrat odločili, da bomo, ampak je on tist, ko prvi prihaja k nam, ko prvi reče, jaz sem tvoj prijatelj, jaz ti podajam roko. Od nas je pa, na nas je pa to, da to sprejmemo, ne? Da to ponujeno roko sprejmemo, ker pobuda je vedno prva, je vedno Božja. Naš je samo odgovor na to. Tako da biti z Jezusom na ti je bilo tako v mojem življenju. V mladosti ali pa v otroštvu bi rekel, da je bilo več tega odzivanja. Tudi ko se spominjam za nazaj, so bili ti občutki Božje bližine oziroma sprejemanja Božje bližine močnejši, kot pol kasneje v najstniških letih, ko sem začel to preizkušati pa testirati, pa utrjevati na koncu. Zaradi tega, ker po vseh teh letih, ko pogledam, nisem več tako rosno mlad, pogledam, vidim, da se je vera kalila, ne? In tako pravi Sveto pismo, da še zlato pa se v ognju preizkuša, koliko bolj Bog nas preizkusi, ne? In gremo čez boleče, težke trenutke, zato da se to izkristalizira. Ambrož, našim poslušalkam, poslušalcem zelo znano ime, bili smo kar dolgo časa tudi radijski sodelavci, celo mladinske oddaje sta skupaj z Marjanom vodila, marsikakšno inovativnost tudi upeljala. Kakšni so spomini na ta radijska leta? Se je morda tudi tu na nek način ta vera, ta plemenita duhovnost krepila? Jaz bi bolj rekel, da sem tukaj spoznal res čudovite ljudi, vključno s tabo, Nataša. Ja, in je dejansko vidim, ko se pol pogovarjam z ljudmi, kak blagoslov sem jaz imel delati v takem kolektivu. Seveda vse stvari ne štimajo, to tako vemo, povsod so kakšne težave pa to, ampak dejansko biti z ljudmi, ki delijo s tabo te vrednote, ki so, ne bom rekel glih na tej strani, ampak podobnega mišljenja, je to res ena taka lepo sodelovanje se lahko tukaj ven rojeva. Ne gre za to, da se, tako se danes velikrat fura biznis, ampak da se dejansko sodeluje v takem večji ekipi, skupaj z občestvom se poskuša zajeti čim več ljudi in se jim približati in tudi njih vključiti. In to je meni dal pogled na to, da obstajajo tudi taka možnosti moštev, recimo. Pa si preveč drznemo, če rečemo, Ambrož, da se je tudi ta retorika nekoliko izdelala, bolj samozavestno lahko nastopiš, si med ljudmi, ti nagovori tvoji so bili že od nekdaj precej močni, izbira besed, kaj položiti ljudem, s kakšnimi besedami, da se potolaži srce in duša, ta pristop tvoj, znaš vprašati, znaš poslušati. Se je tu tudi ta retoričen del
nekoliko plemenitil, obogatil, izgradil, ne nazadnje, tudi ob mentorju Marjanu Buniču skupaj sta povezovala oddaje. Skratka, da se je beseda bolj jasno utirila, da lažje spregovoriš, najdeš ta stik preko besede, tudi zaradi radijskega dela. Jaz bi rekel prej, da se je s tem možnostjo, ki sem jo na radiju dobil, da sem tudi pred mikrofonom v bistvu začela vzpostavljati. Je to vseeno drugače, če se pogovarjaš s človekom ali pa če si pred mikrofonom. In se spomnim svoje prve izkušnje, jaz sem bil takrat načeloma tehnik, tako da pred mikrofonom nisem bil velik, ampak me je enkrat Blaž Lesnik povabil pred mikrofon med oddajo. Sama smo imela oddajo in je rekel, in smo se pogovarjali nekaj o hribih in jaz sem bil glih tisti vikend nekaj o hribih in je rekel, prid v studio vmes povedati, kakva je bila izkušnja. In jaz se spomnim, da sem bil navdušen, da bom to naredil, ampak ko sem prišel pred mikrofon, sem začel jeti slad, nisem vedel, kako povedati. Mogoče se je tukaj začelo to, da sem lahko začel preizkušati to, ne, zato ker nismo vsi rojeni z enakimi darovi, ne, in je tukaj mogoče bil ta začetek, kjer sem pol začel trenirati, recimo, na tem. Novomašnika imamo v gosteh v Mladoskopu, brata Ambroža Brezovška. In Ambrož, zakaj kapucini? Kdaj je bil ta red kot izbran? Že od nekdaj ta simpatičnost? Ja, ni bila že od nekdaj, ker jaz kapucinov nisem poznal. V Celju jih sicer imamo, zraven naše župnije so v bistvu dosti blizu, z župnije Celje Sveti Danijel, tam sem preživel vso mladost v bistvu. In zraven na hribu so kapucini, vedel sem, da obstajajo, nisem jih poznal, razen za kak teden sem šel med poletnimi počitnicami 2-krat v Kančevce, tam sem videl, kdo so, ampak me niso toliko pritegnili s prve. Potem sem pa ko sem začel pa resno razmišljati o tem, da bi naredil ta preskok oziroma vstop v to, da bi začel slediti temu Božjemu klicu, ki sem slišal, da me kliče v duhovništvo, ampak sem se vprašal, če je mogoče kak tak način, ki bi bil za mene bližje. In sem spoznal, da mene mogoče lahko skupnost na določeni točki malo nosi, in da tudi jaz v skupnost lahko kaj dam, in se mi zdelo, da ta skupnost je na koncu prevagala, da sem se odločil za kapucine. Zakaj je skupnost tako pomembna? Ker, Ambrož, kolikor smo te mi spoznavali, zelo družaben, vesel, radoživ človek, kot že prej rečeno, polno nekih iskric, inovativnih pristopov, malce tudi nagajiv, zelo smo te imeli radi in te še vedno imamo. Je to tisti doprinos, se to lahko gradi le v skupnosti? Ja, bi rekel, da ja. In jaz sem skupnosti navajen že iz rodne družine. Ker nas je bilo več otrok, je bilo v bistvu to skozi povezovanje, skozi prilagajanje, skozi deljenje. In mogoče je pol glih zaradi tega, sej to nosim v sebi, to se nisem jaz racionalno odločil, ne. In je v bistvu, to so bili koraki, ki sem jih na koncu dosegel, da sem prišel do tega, kjer sem zdaj. In jaz mislim, da jaz sem se prepuščal glasu oziroma klicu, in če Sveti Duh vodi, te postavi tja, za kar si namenjen. Ne, včasih se bojimo, da Bog me zdaj kliče in zdaj mi bo vzel vse to, kar je meni drago in to. Ampak ne, Bog ima popoln načrt za tebe. Ne, in če se mu odzoveš, si dejansko lahko v polnosti to, za kar si bil ustvarjen. In tudi v bistvu zavibrira s tvojim srcem, ne v enaki frekvenci. Zato je to v bistvu najbolj izpopolnjujoče, da se odzovemo Božjemu klicu, kamorkoli je kdo pač poklican. To je pa zelo dragoceno, ne bom rekla vprašanje, ampak razmišljanje, s katerim se spopadajo generacije, ne samo mladih, ampak mnogi tavamo, bojimo se spustiti v ta pogum, ki nas vedno nagradi. Ambrož, kako si vedel, da je ta Božji dotik, ta glas tisti, ki, tako mi je všeč te tvoje izbrane besede, zavibrira srce z Božjim? Kako se je to vedelo, ta utepljivo prepričanje, no? Ja, mogoče ne gre za utepljivo prepričanje. Gre za... Odkud potem ta gotovost? Ja, ne vem, se mi zdi, da po vseh teh premislekih, ker sem se vzel čas za premislek, je na koncu ugotovitev, da sej ne veš,
Ne? To je vse, če hočeš kontrirati tej misli, ki jo imaš tudi lahko vse dokaze, da jo spodbiješ. Če se greš znanstveno dokazovati klic, recimo, ne? Ampak ja, je dejansko, se mi zdi, da čutiš, da to občutiš in večkrat se nam zgodi, da mi marsikaj prav občutimo, ampak pol gremo z glavo čez to povozimo. Ne, se ne odzovemo, ker nam v tistem trenutku mogoče bolj paše, ker miselno dodelamo tak stvari, da rečemo, ne, to ne more biti res, v resnici nam pa vse v nas sporoča, če smo narejeni po Božji podobi, nam sporoča, kar nam lahko Bog govori. Ker sem prej omenjala utepljivost, torej nek mir občutim. Mogoče še to najbližja razlaga. Mogoče je to res najbližji tisto občutek, ko ga imaš, zato ker karkoli se okrog tebe dogaja in za stvari, ki si se mogoče prej zelo vznemiril, pa to te v nekem trenutku na vse gledaš z mirom. Kapucini imajo nov poklic, pa potem še enega škofijskega duhovnika, brata, drugega še z družine Golub. Ambrož, pred pol stoletja je bilo 61 novomašnikov, letos sta 2, ampak vendarle 2 izbrana, si predstavljam. Ker gre zaupati času, je že vse tako, kot mora biti. Kako recimo tudi na takšna mnenja, misli odgovoriti? Zakaj 2, pred pol stoletja toliko več, 61? Kaj se dogaja? En naš brat vedno reče, glejte, se Bog se iz nas ne dela norca. Bog pokliče to, ko rabi. In če pogledamo že prisotnost pri svetih mašah, lahko mogoče, če bi že računali, lahko rečemo, da se nas ne rabi več toliko pred pol stoletja, se ne bi vsi preživeli. In to je odsev družbe oziroma kak družba živi. Iz družbe se rojevajo, družina je osnovna celica, ne? In iz družbe se pa rojevajo tudi duhovni poklici. Bog kliče, mi se znamo odzvati to, kakor se znamo, oziroma se lahko. In jaz osebno mislim, da tak ali tak več nas ni treba. Zdaj, lahko je to zelo mal grobo zveni, ampak moramo dejansko začeti globoko, moramo goreče živeti našo vero in zato nas je, gledajte, z 11 se je začel, pa Marijo, ne, z 12 se je začel, pol je preplavil cel svet in če prije nazaj na 11, se bo pa spet tam zgodil nov začetek. Bog je poln presenečen. Ambrož, dragoceno mi je tudi, ko sem malo prej govorila o tej pripravi, o izbiri, ker dolga je bila ta pot prevpraševanja, tudi veliko študija, več mest v tujini. Koliko tega študija vse je za teboj? Za mano je v bistvu čist navaden študij teologije. Pri kapucinih imamo, jaz bom rekel, srečo tudi to, da vmes mal, ali pa čisto od začetka še ne začnemo študirati, pa vmes mal prekinemo študijem, tako da imamo različne izkušnje. Pri nas je recimo kandidatura, postulat, pol za 1 leto novicijat, si mal bolj za sebe, mal bolj v molitvenem, bratskem in delovnem življenju. Pa se začne študij filozofije, tako smo vsaj mi začeli, še 1 leto izkušen vmes, tisto je zelo dragoceno. In pol v bistvu sam dokončanje teološkega študija. Tako da študija mi posebej ne dodajamo noter, hvala Bogu pravim, ampak ko so vsa ta druga leta, ki doprinesejo v tem, da se uspeš, da uspeš tukaj, recimo bom rekel, ušesa odpreti, da slišiš, kaj ima Bog pripravljen za tebe. Všeč mi je, ker sodobni človek bolj razume te pojme, vibracija, frekvenca. Že na fizikalnem nivoju je toliko znanstvenih razprav, to ni nek misticizem, ampak dejansko nič ni pri miru na tem svetu, vse je v gibanju. Bog želi, da se pretaka vse. Ne? In mi se tudi začutimo. Vsak človek prinese neko razpoloženje. In v tem se mi zdi, Ambrož, da si pa res zelo, zelo dobro predelal, izdelal tudi neko svoje duhovno sporočilo, vsaj tudi sama zaznam, da vnašaš nek drugačen jezik. Neko drugačno interpretacijo, neko drugačno razumevanje duhovnosti, kako vero predstavljati. Je to izziv? Ali se tudi med brati kapucini veliko pogovarjate o tem, kako danes nagovarjati ljudi, da bomo res znali prinašati prave odgovore, ki jih bodo razumeli, ki jih bo razumel sodobni človek?
Kako velik je ta izziv? Skratka, pastorala je na popolnoma, ne bom rekla novih temeljih, ta so večna, ampak izbor besed, nastop je pa drugačen, se pa spreminja, prilagaja. Ja, to je spet v bistvu nek rezultat družbe. Ne? Pri meni je tako, da jaz poskušam ne modrovati pa pametovati o stvareh, ampak izhajam iz tega, kar sam živim. Če govorim, koliko recimo premagati dvom ali pa strah ali pa nekaj, je to zato, ker sem najprej jaz bil v tem dvomu pa strahu. Ne? To ne pomeni, da sem jaz iz tega izvzet, gledam od daleč in poskušam neke lepe besede noter vnesti. Ja, sej, kakorkoli govorimo, jezik je ta, ne, je omejen, ampak je ta, s katerim se izražamo. In zdaj se je tudi drugače, s katero generacijo se pogovarjaš, s kom se dejansko pogovarjaš, je odvisno, kako se tudi izražaš. Ne. Ampak jaz mislim, da je tudi to, Bog je ustvaril svet. Mi ta svet tudi znanstveno raziskujemo, in iz tega, kar je lepo, kar je Bog nam je dal tako eno veliko igrišče, iz tega lahko delamo in raziskujemo in on to hoče, da poglabljamo to znanje v tem, ampak kljub temu, da imamo znanstveni jezik, pa da razlagamo na pravi način stvari, pa povemo, kako se gibajo, pa to še vedno so ustvarjeni in še vedno jih lahko z občudovanjem gledamo. Ne? Če pogledamo sončni zahod na morju, lahko preračunamo, kje barve so, lahko pogledamo spekter, lahko kako valuje svetloba, kdaj bo zemlja se zavrtela zato, da se bomo karkoli, ali pa gledamo, kako lepo je, ko tam žari ven, pa se sonce počasi potaplja v vodo. Ne, lahko tudi, jaz mislim, tudi en znanstvenik, ko je že ne vem, kaj se raziskuje na tistem področju, še vedno se ustavi, pa pogleda tisto sonce, pa reče, wow. Ambrož Brezovšek, brat Kapucin, novomašnik. Ravno kar se je zaključilo novomašno posvečenje, dogodek, kaj bo drugače? A si misel sploh upa še misliti to? Bo kaj drugače? Ne bo nič drugače. Jaz bom živel tako sem živel, jaz bom to, kar sem, Bog me bo vsak dan znova vabil na pot za njim, kar bo drugače je to, da bo moje služenje zdaj na drugačen način, ker bom lahko tudi maševal pa podeljeval druge zakramente, ampak jaz bom ostal jaz, Bog je pa tako vedno isti in on me izpopolnjuje, to bo pa trajalo celo življenje. Ja. Vipavski križ je pa kraj, kamor, Ambrož, se tudi vračaš, od tam si prišel v Celjsko škofijo na posvečenje in zdaj se vračaš v Vipavski križ. Prva noč bo zagotovo nekaj posebnega. Ja, verjetno bom več spal kot prejšnjo noč. To prav gotovo. Ne vem, mogoče bodo druga vznemirjenja, to se pa pustim presenetiti. Ja, saj je prav, ne bomo govorili o nečem. Je prav, ja, da si niti ne dovolimo nekih scenarijev, potem se pa ne zgodi, kar nam je namenjeno. Ampak nova maša. Kaj pa lahko že o tem povemo? Koga vse lahko povabimo na novo mašo? Kdaj bo, kje bo, kako široko odprta bo tudi za javnost? Ja, vsi so vabljeni na novo mašo. Včasih so rekli, da se izplača znucati par čevljev, da priješ na novo mašo. Ne? Tudi mogoče malo zanemarjamo novomašni blagoslov. Recimo novomašni blagoslov je s podelitvijo popolnega odpustka. In se mi zdi, da je letos sta dve novi maši. Žal je tak, da sta obe na isti dan, ampak jaz vabim vse poslušalke in poslušalce, da se udeležijo tega dogodka, zaradi tega, ker je zelo lepo, da z molitvijo spremljamo in delamo za nove duhovne poklice. Ampak lepo je tudi, da je ta duhovni poklic tam fizično tudi podprt s tem, da mu s prisotnostjo pokažemo, da to pričakujemo, da nam je to dragoceno. Tako da nova maša je tako ali tako za vse odprt dogodek 6. julija. Za mene bo to v Vojniku ob 10. In pač kdor hoče, lahko pride, lepo vabljeni. Novomašni blagoslov in postati duhovnik v svetem letu. Znova redkost, malo komu je to dano. In kot romarji upanja je kaj pomenljivega, Ambrož, se je misel tudi pri tem ustavljala.
se je ustavljala, ampak meni se dogaja v življenju to, da se mi, da ne pride do takih pompoznih stvari, ko bi rekel, puf, nova maša in leto upanja in tukaj ven, ampak da se to dejansko, da se nekaj globjega zgodi, neka eksplozija, ampak to odzvanja pol kasneje. In se pa lahko jaz magari čez 5-10 let ozrem nazaj in rečem, evo, znamenje, ki se je takrat zgodilo, je spet tukaj, ko ga bom mogoče še bolj rabo kot zdaj. Kako, Ambrož, spremljati z molitvijo vsekakor, potem s tem, da vas podpremo, da smo tudi v skupnosti čim več z duhovniki, tudi z brati redovniki, skratka to že, da ustvarjamo neko simbiozo in da se družimo, da smo skupaj. Ampak po drugi strani, kako najbolj podpreti tudi vas duhovnike? Ja, jaz mislim, da je vseeno v prvi vrsti je to molitev. Ne pozabiti moliti za svoje duhovnike, za svoje župnike, za duhovnike, ki jih poznate, pa ne glede na to, kakšni so. In ta molitev je mogoče tisti, ko so nam všečni, pa ko nam tak dajo nekaj fajnega, pa to za njih lažje molimo, pa rajš molimo, ko pa za tiste, ko so tečni, pa nam še kako slabo stvar, kdaj zabrusijo ali pa ne vem, se kaj takega zgodi. Ampak ja, ta molitev je prva. Skupaj tako gradimo občestvo, gradimo eno telo. Ne, da se mogoče tega zavedamo, ker če ne gremo hitro v klerikalizem, kjer lahko oziroma more delati vse duhovnik, tako da gradimo občestvo in se podpiramo z molitvijo, najbolj pa z bližino. Pa da smo zelo varčni ali pravzaprav, da jih sploh zbrišemo, te slabe besede, slabe misli, ker zagotovo imajo svoj odmev. Ja, to je nobena beseda ne gre v nič, kaj ne? Ja, sej nas toliko stvari, tudi Sveto pismo pred obrekovanjem pa upravljanjem, ne. Ja, to je dejansko, ko bi rekel, želo strupa, ko ga nekomu malo podeliš, čeprav si se hotel samo mogoče olajšati, ampak neki malo ga zastrupiš. Sej ne gre zdaj, pač včasih se tudi malo zgovarjamo, da sem sam malo malo sem predal to, oziroma tudi, da se razbremenim, pa to se tudi to dejansko lahko deluje, ampak pazimo se res tega, da ta strup ne kapnemo, zaradi tega, ker to se pol lahko širi, se pol še potencira in se lahko dejansko razvije še v kakšne laži in vse, in tega se res bojimo, ker to nobenemu ne pomaga, to sem zastrupla družbo in tudi cerkev, ki smo eno telo. Ja. V poletju smo, zato moramo vprašati, Ambrož, ne bom rekla poletno branje, ampak duhovno branje, kateri avtorji so tisti, že prej omenjena filozofija, kam poizvir duhovne besede? To je vedno Sveto pismo. Božja beseda je tam, Bog se je učlovečil v besedi, ki je opisana v teh črkah. In te črke so žive. Te črke niso nekaj, kar preberemo kot eno pravljico, ampak te črke vedno znova v nas spet nekaj resonirajo, ne? Spet eno vibracijo sprožijo in neverjetno je to. Vse mislimo, pa zakaj bom bral, vse vem, kaj je knjiga, vse vem, da če berem, ne? Ampak tam not je živa beseda. Ne, zdaj, če imamo še kako pomagalo, kakih razlag, je tudi zelo dobrodošlo, ampak drugače pa Sveto pismo. Bog ima za tebe posebej pripravljen tam noter nekaj, kar ti hoče danes povedati. Novomašno geslo, kako se je izbiralo, Ambrož, je bilo več možnosti na izbiro? Ja, ogromno možnosti. Sej v beležki na telefonu je bilo toliko tega, da sem najprej mogel zreducirati na 10, pa sem mogel žrebati. Vsa so toliko pomenljiva, ne, da je res težko si izbrati eno, no, ampak na koncu je obveljalo to, ko je eno. Kje? Oče, v tvoje roke. Zato, ker večkrat pozabljamo, da Bog je dejansko oče. Da Bog ni sam tisti neka supremna kreatura nad nami, oziroma ne kreatura, no, ker je nek sodnik, policaj, neki, kar kontrolira, gleda, kako se boš obnašal in ti bo plačal to, ko si del, ampak je tisto oče, ko ti preteče, ko pomisliš, da bi se vrnil k njemu. Ti preteče, te objame in ti da vse, kar si izgubil, vso dostojanstvo nazaj. In dejansko je to tako pomembno, da se iz dneva v dan, da zadihamo to, da je on naš oče. Oče, ati, atek, očka.
Oče, v tvoje roke, novomašno geslo, brata Ambroža Brezovška, kapucina. Danes je bilo mašniško posvečenje, 6. julija pa smo vabljeni ob 10. dopoldne v župnijo Vojnik na novomašo in hvala za to odprtost. In si želim, da bi prišli po novomašni blagoslov, tudi v tem svetem letu, da bi se ta novomašni blagoslov širil tudi na vse ljudi s to dobro voljo, da se tudi mi prepustimo, da smo mediji za to delovanje Svetega Duha. In Ambrož, ko se pogovarjava, vidim, kako izdelana je to duhovno življenje, kako izdelano, močno in premišljeno, in so bile tudi duhovne vaje, pa ne ene, verjetno več. Ko človek ve, da vstopa na pot služenja kot duhovnik v ta izzivov polni čas, verjetno so tudi duhovne vaje neka uteha, da človek sploh sliši v tej množici, v tem vrvežu, vendarle to prešepetavanje Svetega Duha. In bo tudi ta kontemplativnost, ta meditativnost, ta umik, bo to reden del tudi tvoje službe, čeprav kot duhovnik si na voljo ljudem, seveda, župnija ima svoje potrebe, ampak je to nekaj, čemur se pa tudi kot kapucin nikoli ne odrečeš. Ja, mi imamo redovniki oziroma kapucini v statutu to, da vsako leto si vzamemo čas za duhovne vaje. In to je res tak dragocen čas, kjer si dejansko napolniš baterije. Ne? Če si pustiš to, tudi če greš čez to težkost tišine, jaz se zdaj sploh udeležujem takih duhovne vaje v tišini. In takrat tam res lahko pride Božja beseda ven na površje in takrat ti Bog spregovori. In to so tako lepe besede, da bi jih prvošel vsakmu, no sej jaz ne moram svojih povedati, zato ker ima Bog za vsega pripravljeno svojo, ne. In je to res tak dragocen čas, tako da upam, da si bom lahko vsaj enkrat na let, oziroma se bom res trudil za to, da si to ohranim in da bom to imel. Ne bom povprašala po vizijah, ker vem, da kot duhovnik, kot brat kapucin se daš na voljo v služenje in drugi velikokrat odločajo oziroma dajo to končno odločitev. Ta vaša prosojnost, da ste na voljo, je zelo dragocena, nekaj, po čemer se lahko tudi zgledujemo ostali, ampak vendarle ta neka močna ljubezen, Ambrož, je pa pri tebi zelo zaznavna. Kako prepoznati, da smo vsi eno? Da smo vsi v prepletu, kot sva že prej rekla, vplivava drug na drugega, ko se srečava, prenesem svoje občutja nate in vzajemno. Vsi smo v prepletu. Ja. Kako se učim razbiranja teh razpoloženj pri sočloveku? Da ga sprejmem, tudi če je grenak, oster v besedah, da ga vendarle najprej vidim kot brata, kot sestro. Gledati njega, ki se je za nas daroval. On, ki je premogel to popolno ljubezen, je rekel, ko bom povzdignjen zemlje, torej mi gledamo kot neki kraljevskega, neki mogočnega povzdig zemlje, ko kralja nosimo na nosilih, takrat se vidi njegova veličina. Ko bom povzdignjen zemlje, bom vse pritegnil k sebi. In tudi učenci takrat tega niso razumeli, so se pogovarjali, kdo bo sedel na levi, na desni, ne? In so gledali čez te oči. Ampak njegov prestol je na trdem lesu križa, prbit žeblji, razbičan do smrti, skoraj strnjevo krono na glavi, ne zlato. In pogled na to, na takega kralja in zdržati ob njem je edini možen, da vidiš v sočloveku brata in sestro in da se gledamo kot eno telo, ker če ne, ni mogoče tega razumeti. Ne, sej, jaz ne pravim zdaj, da je to, saj samo to misliš in to je to. Ne, to je, mislim tudi, jaz prvi sem tukaj na začetku. Ne? Ampak dejansko vsakič, ko gre za to usmerjati pogled na njega, čez solze in res čez te težke stvari, mislim, mi smo skozi v skupnosti, smo skozi v odnosih, skozi se te odnosi krešajo v to, ne. Je lepo, ampak včasih je res težk in takrat mene, recimo, jaz to naredim, da grem pred križ jokat, ne moram druga. In dejansko on preobrazuje v tebi nekaj, kar ne moš razložiti. In ne moreš določiti treninga, reči tole deli, to pa tak. Ne, pred njega stop, posluši ga, glej ga in posluši in sam na tak način te bo on preobrazil v to, da bomo to zmogli.
Novomašno geslo, Ambrož, že dobesedno živiš, oče v tvoje roke. Preden sva se srečala pred mikrofonom, tako na hitro v avtu iz Vipavskega križa sem do našega studia, potem zdaj hitro naprej spet po svojih poteh, skratka doma postreči več kot 20 kolesarjev, ki so prišli iz tujine z Anglije, če se prav spomnim. Res služenje na služenje na služenje, naj te energije nikoli ne zmanjka, naj bo Sveti Duh vedno s teboj. Brat Ambrož Brezovšek, veseli smo, da imamo krasnega novega duhovnika, novomašnika, skratka pridemo po novomašniški blagoslov v Vojnik 6. julija in najlepša hvala zdaj po novomašnem, po posvečenju, po slavju, da smo te smeli gostiti tudi v Mladoskopu, te nekoliko predstaviti tudi našim poslušalkam in poslušalcem in verjamem, da še velikokrat v nagovorih kot gost v naših radijskih oddajah. Sicer s teboj na župniji v Vipavskem križu in povsod, kamorkoli te bo Bog poslal na pot služenja. Prinašati ljubezen ljudem. Hvala Bogu, hvala tebi, Nataša, in hvala vsem za molitev. In v molitvi bomo s teboj še naprej povezani. Skratka, brat Ambrož Brezovšek, kar težko mi grejo besede, ker sem tudi sama ganjena. Kapucin, novomašnik, res Bogu hvala, da te imamo. Mir in dobro. Blagoslova, mir in dobro. Mladoskop. Mladostna frekvenca.